Ga je treba posebej predstavljati? Nikakor. Bi bila žalitev. 911. To, kar je v Ameriki klic v sili, je v Evropi zagotovilo za užitek v vožnji. Tokrat v 7. Pa kdo sploh šteje generacije? Oblikovalci so se spet izkazali, legendo reinterpretirali na sodoben način. Tudi ko se zdi, da bodo težko veliko spremenili in hkrati ohranili bistvo, potrdijo nasprotno. Da se. Vsakič znova. In nov je bistveno bolj kot izdaja na pogled. Tu je, da razvaja. O tehničnem delu skoraj da ne velja izgubljati besed. V zadku je kakopak 6-valjnik bokserske zasnove z nasproti ležečimi sivali, torej klasični atmosferski stroj brez prisilnega polnjenja. In v različici S zmore nekaj manj kot 300 kW oziroma natanko 400 konjev. Pa spet, kdo sploh šteje? Kajti na cesti je tako prepričljiv, da vse na papirju sploh ni pomembno. Takoj po speljevanju postane jasno le, da motor navdušuje. Da je trakcija izvrstna, da kolesa skoraj nikdar ne izgubijo oprijema, da moči in navora kar noče in noče zmanjkati. Skratka, to je uživanje na način 911. Čestitke inženirjem, ki so težo razporedili tako, da se zdi kot merilo za uravnoteženost. In čestitke za filigransko natančen volanski mehanizem, ki ga usmeri natanko tja, kamor voznik to želi. Pa za podvozje, ki na to vztrajajo v zastavljeni smeri do zares visoko postavljenih meja. Pa za menjalnik z 2 sklopkama, ki zna biti uglajen ali oster kot britev, kakor ga voznik pač želi. Stikala na volanskem obroču pretikajo navzgor in navzdol v napačnih smereh. Nenaravno, neskladno z gibi telesa ob pojemkih in pospeških. In to se zdi skoraj edina zamera. Ob porabi goriva, ki zlahka preseže tistih 25 litrov. Pa spet, kdo šteje?